Dober dan, dober večer. Čau. Se vidimo. Maja Zupan. Živijo. Pogledava, kakšni filtri imamo na voljo. Dejva. Filter. No filter, pop filter. Ta je grozen. Ta je grozen. Ja, Klasika, črno-bela. Ne? ta je dober. Country, Grozen. grozen. Moram Funk, moram imeti modro majico, a veš, zdaj fora je ta. acid. Jaz mislim, da greva na pop. A si pop zadovoljna? Ali si Ali zunaj s natur? klasiko. Natur. Natur, vse je najboljš natur. Evo, nimamo filtra. Dober večer, drage gledalke, spoštovani gledalci, MTBC Live. Maja, povej, kam sem prišel s čist malo baterije na telefonu, pa brez napajalca. Mogoče bo to najkrajši MTBC Live ever. Veš, da sem prav razočarana, da si to takole naredil, pa smo zdaj utakala stisko časovno spravo, ampak le. Prepričan sem bil, da ga imamo v avtu, nimam ga. Ok, prišel si v Podljubelj. Podljubelj 206, tukaj smo zdaj pod najdaljšim karavanškim grebenom Košuto. V bistvu, če bi se ti iz Podljubelja v službo vozila, še zmeraj se vozila 15 minut, tako da nisva čisto v Podljubelju. Ja, ampak vasica se pa imenuje Podljubelj, v občin Tržič. Ok. Ja. Tržič je tudi partner, slišim, Blade Bike festivala, Ja. ki je najna glavna tema. Ja. Maja je šefica tam, ena izmed šefov in edina šefica. Ja, veš, ko je bilo, no, enostavno je bila zadeva taka, ne, 4 fantje so rabili žensko dušo in so se odločili, da me pokličejo. Jaz sem bila tega povabila zelo vesela, zagrizla v delo, evo, in točen danes mesec, a to si vedel, Andrej? Ja, ni naključje. Danes mesec jaz upam, da bomo vsi v Veslaškem centru na Bledu, kjer je osrednji prostor tega dogodka, zadovoljni. Tako udeleženci, kot tisti, bom rekla, naključni sprehajalci, ki bodo prišli na ta velik blejski kolesarski festival, in pa vsi ostali, mi organizatorji, destinacija Bled kot taka in tako. Poveš tistim, ki ne vejo, kjer datum je danes, se pravi nedelja, 27. avgust je glavni dan Blade Bike festivala, prvega Blade Bike festivala, in ta dan je namenjen maratonu. Ja, glejte, mi smo zasnovali Blejski kolesarski festival, torej je fokus na festivalu. Na festivalu, ki se bo dogajal v Blejskem veslaškem centru. Jaz mislim, da je to eden najlepših, bom rekla, prostorov na sončni strani Alp, z vso idiličnimi razgledi in prav podobo raja. Tako da z tega zornega kota zagotovo je to nek poseben dogodek, z več kot 15 partnerji, z močnimi destinacijskimi partnerji, kot močnimi ostalimi glavnimi sponzorji, in verjamem, da zadeva bo dobra, da tisti, ki bo prišel mimo, ali samo pofirkcat, ali pa na maraton, za katerega jaz pravim, da je višek Blejskega kolesarskega festivala, se pravi tista top točka, ali pa, kako radi rečemo, jagoda na torti. To bo pa res v nedeljo 27. avgusta. Se pravi, gre za 3-dnevni event na Bledu. Bled je bil lani, in to v Londonu, na največji turistični borzi na svetu, je bil v bistvu proglašen za najbolj športno mesto. In to še niso vedeli, da ima Blade Bike festivala, ne? Ja, točno to. In niso še to vedeli, pa še tudi tako je. No, jaz sem si rekla, ja, pismo, da potem Bled ne bi imel še neka kolesarska eventa, ne, zakaj ne. In ko so me ti 4 fantje povabili medse, seveda sem bila za. Pa se ni Bled toliko razvadil, da bi rekel, a se smo že itak najbolj športno turističen kraj na svetu, kaj rabimo še Blade Bike festival? Uf. Jože, daj Maja ne, bomo preverili živo, Jože pride prav, evo. Super, Jože, prid, ne bo ti žal. Ne veš, kako je to, jaz to tako gledam. Sej v Sloveniji so se v zadnjih, ne vem, parih letih, odkar vsak dan srečava vsakdo več in več kolesarjev, sej, Andrej, se veš, ali greš po cest, ali greš po gozdu, ali se sprehajaš. Še meni ljudje pravijo, Maja, veš, da je res vsak dan več kolesarjev, in jaz sem zadnjič tašti rekla, upam, da ne mislite, da sem najbolj nora, sem skoraj vsak dan na kolesu. Ne? In zdaj tudi že ona drugače razmišlja. Enostavno razmišljanje ljudi se je spremenilo. Tako da tudi Bled je začutil, da nekaj tacga rab. In enostavno da če ne bojo oni, bo pa Bohen naredil. Točno to. A ne, to bo pa najslabše za njih. Siguran, sem prepričana. Tako da lepo so nas sprejeli, bili so veseli te naše ideje, tudi v bistvu programa, ki smo jim ga predstavili, tako da tudi.
En je pohvalil moj pulover, organizator. A ja, mojega pa ne. Downhill Lotion. To siguren tudi hvalijo. To bo siguren tudi pohvalil. In to, kar zanima kolesarje, hribi so tudi okrog Bleda, ne? Ne par jih je. Ja, če se ozreš prav iz te lokacije, marsikaj lahko okrog vidiš. Sončen zahod je malo prej kot v Panoniji, ne? Zagotovo, če si pa na Blejskem gradu, pa dejansko vidiš celo našo traso. In iti najprej na Mežaklo, potem po idilični Pokluki se peljati. Tisti, ki se bojo pa udeležili te epik variante maratona, se pravi te daljše trase, bojo pa doživeli še, bom rekla, čudovito Jelovco, kjer je bilo možno speljati pa narediti res lepo traso, tudi kakšno singelco, tle na Pokluki in pa na Mežakli se pa moramo v bistvu zavedati, da smo v Triglavskem narodnem parku in se moramo posluževati zakonodaje, seveda, da smo sploh lahko te stvari zapeljali, da dogodek sploh lahko bo, smo se mogli držati te zadevne zakonske. Torej na večjem delu trase je v glavnem makadamske ceste, tako tudi z nekimi lepimi razgledi. Na Jelovci pa tudi malo rock'n'rolla. Tako. In to za tiste, zato je pa tudi to traso oziroma to daljšo smo poimenovali epik, ker je res epska, ker je, kot praviš, rock'n'roll in ker je tudi kakšna singlica. Če preletiva, se pravi 2 trasi, ja. Epik 101,9 km, uradni podatek, nič manj kot 3100 višincev, kar ni mačji kašelj, ne? Ja, mislim, da je čisto na zadnjih so fanti merili in so čisto zadnji podatek dali bilo nekaj čez 2900. Okay. Ta odstopanja smo skozi nekaj imeli, pa skozi malo smo mogli traso spreminjati, da smo zagotovili. Kar trenirite za 3100. Dajte pridati, no, ne bo vam žal. In za tiste, ki jim je to veliko, še ena prijaznejša? Ja, to je pa 60 oziroma 62 kilometrska trasa z Jurjež 700 višinci. Jaz sem rekla, bo pa to women friendly, tako. Sej na vseh teh kolesarskih festivalih oziroma tekmah delajo tudi trase, da so primerne za ženske. In nekako sem šokirana nad tem, da ženskih prijav je bore malo. Zaenkrat. Prijavljajo se samo moški. In to tujina je res, ogromno prijav imamo s tujine, tako da mi smo tega posebej veseli. Zdaj pa apeliram še vse na ženske mountainbikerce. Ja, drugače za Slovence, jaz sem prepričan, da se bolj na koncu prijavijo ali pa na rečen štat pridejo pa malo več plačajo. Ja, sej mi imamo zdaj prijave, mislim, da do 7. avgusta so te cenejše prijave, tako da je še čas, ne bomo žal. Ta kratka trasa pa torej ne gre na Jelovcu? Ta kratka pa ne gre. Gre pa samo po 2 planotah, samo po Mežakli in Pokluki, potem se pa dejansko iz Bohinjske Bele zapeljajo. A lahko še kaj spremenite, kaj jaz razmišljam, da bi šel na ta kratko? Ne, Andrej, verjal sem na to dolgo. Ta je res epska. Verjamem, da je epska malo dolga za moje priprave. Aha. Pa, kaj bo Lenart gost na MTBC Live, je naš spletni mojster, oblikovalec, dobil štartnino in bo šel na kratko in bi šel jaz z njim. Bi šel z njim, bi ga spremljal za podporo. Pa klej. Ne, gremo. Pojď na takratko, ni problem, potem te pa jaz povabim, pa te peljem še po Jelovci. To sem bil pa z Atilo. A to si bil pa že z Atilo, no pa se z njim. Z direktorjem prireditve. No, tako. Ki je domačin pod Jelovca. Pod Jelovca doma. Kaj moraš dodati maratonu, da temu rečeš festival? V bistvu gre za festival, mi že v petek začnemo s tem dogajanjem. V petek bodo partnerji naši in vsi, ki želijo pač pokazati, kje so, kako razmišljajo svoje vizije, predstavljate. Imamo tukaj močne kolesarske partnerje oziroma partnerje iz kolesarske industrije, iz prehrambene industrije in pač iz drugih teh športnih bom rekla, industrij. Takrat v petek popoldne se odprejo vrata festivala, potem pa celotno dogajanje festivalsko se prenese tako na soboto in nedeljo. Jaz pravim še zmeraj, da je v srednji dan in sobotni dan. Se pravi, ta expo poteka, v okviru expa bo super dogodek, Rog bo imel prav Rogovo vasico. Zvečer prirejamo druženje vseh s poni kolesi. Se pravi, vsi, ki imate poni kolesa, pridite, se bomo družili, bomo uživali. Ne pozabite na čelke, peljali se bomo okrog Blejskega jezera.
prijeten program ob tem pripravljamo. Seveda tudi Specialized, kot glaven sponzor iz te kolesarske industrije, bo pripravil zanimivo dogajanje na samem prostoru in pa seveda Škoda, ki je pa naš glaven partner, boste imeli možnost sprobati oziroma prideti pogledati, kako izgleda Škoda plaža, kako izgledajo Škodina kolesa, pogovarjamo se tudi s KTM-om. Torej, dogajanja ne bo manjkalo, ne pozabimo moment, gre tudi, smo se osredotočili zelo tudi na družine. Se pravi, vabimo družine, otroci bodo imeli možnost sprobati poganjalčke, pripravili bomo mini kolesarsko otroško dirko tudi v okviru tega prostora tam, tako da dogajanja Soboto skozi neki, v nedeljo pa 3-2-1 gremo. Ne? Ja, pa gremo, pa ne pozabimo, soboto smo se pa tukaj s Tržičem kot glavnim destinacijskim partnerjem dogovorili, da organiziramo ture po planinah pod Košuto, da organiziramo turo, organiziramo transfer v Tržič in potem seveda nazaj transfer na Bled. Mesec do prireditve, jaz sem pripričan, da se z eno nogo že v drugi izvedbi leta 2008. Kakšna je vizija, kaj dodajate? Dirko spustil? Mi še smo tako malo drugače razmišljamo, ali traso zapeljati še mogoče v karavanke, jo narediti še mogoče malo bolj epsko, ker tukaj v Triglavskem narodnem parku je človek res omejen, in nimamo kaj, pač danes tako je in bo tako verjetno še mogoče nekaj časa ostalo, ampak mogoče speljati in narediti traso v tem karavanškem delu. Karavanke se bodo, tudi so v nekem projektu zdaj in se bodo promovirali tudi kot kolesarska in pohodniška destinacija. Gre za velik projekt Slovenije in Avstrije, tako da zna biti tukaj tudi priložnost, znajo nas karavanke zelo dobro sprejeti, pa tudi bolj epske poti lahko spet. Na koliko kolesarjev računate za nedeljo? Zdaj tako, neke ocene so tam med 150 in 200 kolesarji, jaz verjamem to številko, zelo si pa želim, da bi bilo še več Slovencev na tej tekmi. V glavnem ni previsok zastavljena za prvo leto. Ne, realno, jaz mislim, to je neka realna cifra. Je pa tako, mi smo si sami zadali ta cilj, delati na kvaliteti, v bistvu ne na kvantiteti, ne samo si želeti imeti, ne vem, 500 000 kolesarjev, ampak imeti zadovoljne kolesarje, ki bodo v cilju rekli, še pridemo, uživali smo. Gre hitro na ostale teme, preden zmanjka baterije? Ja. Preden smo te spoznali pod tole znamko Bled Bike Festival, smo te poznali tudi po tvoji dejavnosti pri Zavodu za turizem in kulturo Žirovnica. To je kar naenkrat izginilo. Kaj se je tukaj zgodilo? V bistvu prav nič posebenega. 5-letno obdobje v nekem javnem zavodu. Jaz mislim, da je bila zame to odlična izkušnja. Ogromen smo naredili, Žirovnica dela na čebelarskem turizmu. Mi doma smo tudi čebelarji, tako da po eni strani super, usmerjeni so v čebelarstvo. Jaz se pa svojo dušo čutim doma praktično tule v Tržiču, ki se promovirajo kot Bike and Hike Destination. In zato sem tukaj, zato smo tudi mi danes tukaj. In enostavno človek mora iti tja, kjer se počuti, da je doma, in pač tam začeti ustvarjati, delati na novo svojo zgodbo. Poznamo te pa tudi potem, da se z Boštjanom udeležujete številnih maratonov, v glavnem maratonov, ne? Ja, bolj Sela Ronde Hero, ja, kot ključnega, verjetno si tega mislil. Pa še kam greste, ne? Ja, zdaj Sela Ronde Hero maraton je bil v bistvu zame neko veliko učenje. No, povej, kaj je to? Je to zgled za Bled Bike Festival? Tudi. Kaj tam tako dobro naredijo, da je... Zdaj to je tako, jaz združujem na eni strani turizem, ker moj srce je v turizmu, na drugi strani pa gorsko kolesarjenje. To je zdaj ta mešanica, ta kombinacija, ki se mi zdi super enkratna. In ne vem, ko sem leta 2010 prvič prišla na ta maraton, ki je bila first edition of Sela Ronde Hero, pač sem določene stvari tam videla. Zdaj, po tolikih letih, recimo letos biti tam, pa ugotoviti, kaj se je tam vse spremenilo, kaj je v bistvu ta event, ta dogodek prinesel v tej destinaciji. To so verjetno take cifre in številke, da so nepredstavljive, ampak v prvi vrsti pa tisto, kar je problem slovenskega turizma, ta sezona, ki je v bistvu dosti kratka, kako jo podaljšati. Recimo 2010 v Dolomitih, pravkle v dolini Val Gardene,
sred meseca junija je bilo recimo 50% zasedenost sob. Danes imate vi 100% zasedenost sob sredi junija in to je prinesel prav ta event. In to je bilo zame neko veliko učenje, kako so sklepali, delali partnerstva, kako se je ta event razvijal. Vsako leto nekaj novega, nekaj drugačnega. Res eno samo učenje in pa seveda užitek na maratonu. Jaz vedno tekmujem sama s sabo, tukaj v bistvu trasa se zelo malo spreminja, oziroma zdaj v zadnjih letih sploh ne, in tekmujem sama s sabo. In si zastaviš cilj? Ja, in si zastavim cilj, vsako leto biti boljša, kljub temu, da sem starejša. In Andrej ratuje. Yes. Koliko udeležencih so zdaj na Silaronda Hero? Ja. Oni so zdaj letos bili na 4017 udeležencev, ampak jaz mislim, da bi tudi tukaj šla lahko številka še dlje, ampak so jo oni malo zajezili in omejili. Smo le v UNESCO kulturni dediščini, naravni kulturni dediščini, Dolomiti pa cel dolomitski prostor je UNESCO zaščiten. Tako da tudi mislim, da so malo pač omejili to sceno in to zadevo, kar se tiče števila kolesarjev. Ampak znajo se iti stvari, tukaj je dovoljeno, tukaj ni dovoljeno. In to je tisto, kar mene fascinira. Red, disciplina in ljudje so zadovoljni, kolesarji so zadovoljni. Koliko se je pa podaljšala turistična sezona, tam pa danes lahko vsi vidimo. Sigurno za pol meseca, če ne še kaj več. Jaz se spomnim te prve izvedbe, Ja. Jaz se spomnim tega njihovega marketinškega pristopa, njihove promocije prvo leto. Ja. Mislim, da vsak, ki je to videl, je rekel, to je pa res nekaj posebnega. V primerjavi, ne vem, z Dolomiti Superbike, ki je 10 let starejši dogodek, ne? Ja, ja. Koliko so oni so res udarili prvo leto, ne? So imeli verjetno že vsaj 500 ljudi ali pa 1000, ne? Ni res. Ne? Andrej, jaz sem bila tudi zelo presenečena, v bistvu mislim, sploh ja, tako kot si rekel, take marketinške aktivnosti, Ja. tam v bistvu so budžeti skoraj neomejeni. Nisem še zasledila, kar se tiče teh kolesarskih maratonov nikjer. Imeli so pa, to številko imam pa še danes v glavu, 476 tekmovalcev. To se meni sploh ne zdi taka cifra, glede na to, kaj so vse zapeljali. Ampak je dobra za prvo izvedbo, za kjerkoli na svetu. Ampak tako bom rekla, ključno je bilo pa to, da so bili ljudje zadovoljeni, da so bili tekmovalci zadovoljeni. Verjetno mene tudi ne bi tam več videli, če ne bi bila zadovoljna, če ne bi videla, kako zadeve peljajo. Dejansko tisto, kar najbolj fascinira, je pa to, da cel kraj živi za in s kolesarji. Možno, da se teh 478, koliko si rekla, da se jih vrača? Jaz sem prepričana, da zelo veliko teh. Sigurno. Tudi malo enostavno, recimo, ko gledam Slovence, ki gredo na ta dogodek, na ta maraton, je opaziti, določena imena se ponavljajo, zdaj se že toliko med sabo poznamo, da vemo, da je to tako. Kaj še vozila, ki je primerljivga? V bistvu, če sem čisto poštena, čisto nič drugega, je pa res... Kakšnega hrvaškega, ne? Dobro. Ja, to je pa edina tekma, ki sem jo zmagala, res je. A si zmagala? Kaj, Našvarjev, Labin sem zmagala. A to je bil zadnji, ali je bil... Ja, zadnjič, ki je bil Labin organiziran, sem zmagala maraton. Zdaj tako je, jaz bom tako rekla, jaz sem šla res turistično, imela sem dober dan. Jaz nikoli si nekih, moj cilj zmeram je, da pridem v cilj, nikoli si ne zastavljam nekih pretiranih visokih ciljev, ker sem pol več razočarana kot ne, tako da neke take čisto realne, bom pa rekla, sigurno sem imela pa malo srečo, ena Hrvatica je bila izjemno dobra, sem jo že videla tako na štartu, samo zginila je in potem mogoče 500 metrov pred ciljem je imela gumni defekt. In jaz sem se sama odpravila. Tako da, zanimivo je bilo pa to, te novinarji pridejo do mene, me sprašujejo in samo tako vprašajo, a ste vi iz družine Zupan? Namreč ti ne Zupan, pa njegov sin sta pa tudi zmagala. Tako da dejansko smo sami Zupani zmagali tam. Toliko o tvoji kolesarski karieri in zmagah in dirkanju. Deva še kaj o tej lokaciji, kjer so danes Karami Mountain House. Kakšna zgodba je to? Pa odkje ime? Nisem pogooglil, kaj bi to pomenilo. Sej ne rabiš googlati, bom jaz kar povedala, zakaj Karami. Če Karami razdelimo na Kar pa Ami.
Karavanke, karami, kar, Ja. ami amicus. Okay. Prijatelj karavank, a ne, karami. Mountain House pa zdaj, če se tukaj, saj je taka lepa gorska hiša, a ne. pa je. Jaz pravim, da je tole super lokacija za gorske kolesarje. Mi se bomo prizadevali v nadaljevanju z lastniki tega objekta dogovoriti, da jo res uredimo tako, da si bo vse gorski kolesar želel priti sem. Se pravi, da bo vse, kar potrebuje gorski kolesar na tem mestu. Zato živim, zato delam in to so v bistvu moje sanje. Voditi kolesarske ture, imeti eno odlično namestitev, malo pocrkljati svoje goste z dobro slovensko hrano, s kakšnimi lokalnimi specialitetami, mogoče delati tudi kakšne transferje in to je to. Jaz pravim, ko dosežeš tisto, kar si vedno želel, kar nosiš tukaj v srcu, tam je pa smisel življenja. Prav ste poklopili interes. Ampak, lej, nekaj časa je trajalo, ampak danes si tukaj. Tržič zgledno dela te kolesarske projekte, občina, planinsko društvo, turno-kolesarski odsek, Res je. privatne pobude. Ljudje so stopili skupaj. Resnično. In tukaj je to sinergijo, veš, koliko fajn čutiti. Res. Tudi ta ekipa ostalih gorsko-kolesarskih hodnikov. Mene so res sprejeli, so rekli, Maja, lej, rabimo še take duše ksti. Sploh še ženska, ženska ni v izobilju, sploh ne gorskih kolesark, dajmo tole skupaj malo naprej poriniti. Tako da Tržič dela na tem, vejo, kaj želijo, imajo fokus in jaz verjamem v ta uspeh. Verjamem. A sva rekla, da smo pod Kovcami, to je ena klasičnih slovenskih tur? Ta tura, ki jo organiziramo tudi v okviru Blejskega kolesarskega festivala v soboto 26. augusta, gre prav po 3 planinah, v bistvu z Jelendola, se povzpnemo najprej na Pungrad, potem tako prečimo, veš, pod Košuto se vozimo po planinah, gremo na Šijo, na Kovce in potem nazaj se pripeljemo direktno v Tržič. Je treba kaj pogolfati, da tukaj mimo hiše prijete? Ali... Ne pridemo čisto, ki imam hiše, no, ne čisto. Ja, lahko bi se pa malo pogolfali, pa pridejo še malo sem lepo, malo pogostiti. Nekje boš morala tukaj eno pot narediti, bomo delali na tem. nekaj, da bo šlo direkt čez dvorišče, ne? Da se bojo mogli ustaviti. Ja. To je to. To je to. Baterija zmanjkuje, Uf, po mojem sva glih prav dolga. a sva bila? Ja. Nisem dolgo odvezla? Ne. Ne, vse sva povedala, pod pritiskom sva bila tako zgoščena. Super, super. Pod pritiskom baterije. Tako da hvala ti. Ja, Vodo sem dobil. Si dobil, ja. Hvala tudi tebi, Andrej, da si prišel, da si pripeljal na 900 metrov nadmorske višine. A toliko visoko? Ja, toliko visoko zdaj. Sej pod Ljubelji pa tudi že ne 700, ne? Tudi že, ja. Deva še tole za slikco. Super, hvala in se vidimo čez mesec dni, pa še 2 dni prej, že v petek na Bledu, na festivalu. Soboto potem največ dogajanja. V soboto največ dogajanja in v soboto... Nedeljo kdaj štart? V nedeljo štart v 8, ne pozabim. 8. Da ta počasni do teme nazaj pridejo. Sej to? Sej to. Najdaljši mountainbike maraton v slovenski zgodovini, smo to že pogruntali, po moje ideje? Ja, sej Boštjanka dela na logistiki, na trasi, je rekel, veš, to je pa res logističen zalogaj. Tudi gasilce in vse reditelje zvozati na mesta, da so v bistvu v 8 ljudje pripravljeni. Pa Lenart noče potrdil traso, ne? To je pa to. Lenart je pa rekel, klele gremo in mislim, da je trasa sploh ni slaba. Ja, pa upamo, da še kakšni taki gamsi prišli, da ga bojo držali, ne? Ja, da mu bojo sploh sledili, sem rekla, Lenart, ne moreš ti zmagati. Da mu na dolg čas. Ja. Hvala, Čau. da ste bili z nami. Drug teden pa, če gre vse po sreči, eno rock'n'roll presenečenje. Čau.